Pozdravljeni, dragi poslušalci, poslušalke, v novi epizodi Mnogo hrupa za nič, kjer se tega toplega novembrskega opoldneva tukaj na pol sončima obdana z komarji, čovni, ljudi, ki kosijo avioni. Skratka, zelo novembrsko vzdušje. Ja. In v tem času nas čakajo prazniki, povezani z pokojnimi, rajnimi, svetimi. In se nam je zdela dober čas, da se pogovorimo o smrti. Vsi ljudje imamo nekje na kraju zavedanje, da enkrat bo prišla za naše bližnje, za nas. To nas navdaja z strahom, nelagodjem, lahko nas tudi navdaja z motivacijo za razmišljanje o tem, kaj naj v življenju sploh počnemo, da nam bo takrat, ko bomo soočeni z smrtjo, predstavljalo nekaj, kar bomo rekli, da je bilo dobro preživeto. Ja, bomo odprla debato, kaj pomeni misel na smrt. A je to nekaj, o čemer moramo razmišljati in kaj nam doprinese razmišljanje o smrti. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Se ti bojiš smrti? Jaz sem se velik del svojega življenja bal smrti in to me je navdajalo z različnimi idejami, kako moram svoje življenje preživeti, v smislu nekaj za sabo pustiti, nekaj velikega ustvariti, da če že ne bom dejansko smrti premagal, pa bom neko simbolično nesmrtnost dosegel z svojimi deli, s mojimi pisanjem, z filozofijo in tako dalje, ampak zdaj mogoče zadnje čase, sploh ta zadnji mesec, ki sem ga preživel z Iranom, pa v Iranu, pa me nekako prisilil, da se sprijaznim mogoče s to idejo, da pač mogoče pa ni tako tragično, če človek umre. Če se zaključi recimo moje lastno življenje zdaj, ne mesto čez 50 let. Ampak kaj pa je v tej tvoji izkušnji v Iranu vodilo do tega, da zdaj več smrt za tebe ne predstavlja tak eksistencialno pomembnega dejavnika? Zato je verjetno bolj neko trenutno občutenje. Verjetno bo spet prišlo za mano in sem spet bal smrti čez nekaj časa. Ne vem, kako bo to vplivalo na mene, ampak trenutno nekako sem pač soočen z pač to možnostjo, da ali bodo bombe končno začele padati, ali te dobijo podporniki režima, ali te dobijo podporniki Hezbollah in tako dalje. Nekako sem prišel za to konstantno prisotnostjo možnosti, da pač se življenje lahko na vsakem koncu, na vsakem točki obrne za 180 stopinj, nekako do sprijaznjenja, da pa vseeno to, kar počnem v Iranu, je zelo vredno in izpopolnjujoče in če bi umrl v Iranu, bi si rekel, ok, ampak ta zadnji mesec pa sem res preživel v skladu z svojimi predstavami o tem, kako bi življenje moglo izgledati in bi potem nekako sprejel potem to. Smrt je itak nekaj, kar nas na vsakem vogalu čaka. Potencialno, ne vemo, kje je. Recimo ta naš slovenski literat Vladimir Bartol je konstantno opozarjal, da je življenje nekaj, življenje je igra, ki tako ali tako na koncu jo izgubimo, ampak dokler pa živimo, pa imamo ljudi, ki sprejmejo smrt in premagajo svoj strah pred njo in živijo življenje v skladu s tem, kaj ga hočejo živeti, in ljudje, ki pa živijo v strahu pred smrtjo in se zato odrekajo svojim najintimnejšim, najbolj vrednim željam o tem, predstavam o tem, kako bi življenje morali živeti in potem pač na koncu kljub temu umrejo. In boljše biti tisti, ki se aktivno poda in ti bi zdaj rekel, da se zdaj ne bojiš smrti na ta način, da bi te to oviralo v življenju. Ja. Vsaj trenutno. Kaj pa če je, tu se mi zdaj dve vprašanji postavljata. Prvo vprašanje mogoče ni za vprašanje, ki bi ga bilo zaradi dotične države dobro javno preveč obdelovati. Ampak no, zdaj vsega lahko ga zastavim dovolj splošno.
je to stanje, v katerem si, oziroma v katerem je verjetno vsak človek, ki je dejansko izpostavljen nekim smrtnim nevarnostim, res neko stanje sprijaznjenja s smrtjo, ali je zgolj otopitev, torej da otopiš na smrtno nevarnost, ker pač nimaš izbire, mislim, ne moreš se soočati s tem paralizirajočim strahom, medtem ko si ti zdaj v neki nevarni situaciji. Ne? Ja. Je torej to res neko premaganje smrti ali je to predvsem ena otopitev, ki pa ti mogoče lahko da človeku nek občutek neke lažne samozavesti. Ja. Ko misliš, ok, jaz se več ne bojim smrti, ampak kaj pa, če bi se potem kaj če bi se res znašel, ker vprašanje, koliko si ti bil tam res v smrtni nevarnosti, ne? Če pa bil zdaj res tam, da bi bilo tik pred tem, da ti, ne vem, ne vem, Izrael, karkoli. Mogoče bil nek preskok, ne? Ja. Ne, mislim, da imaš prav, da verjetno je bolj mogoče. To sem opažal v različnih situacijah, ko smo bili recimo nekaj zunaj Poče, mi smo na terasi kup prijateljev in potem vsi ti Iranci skočijo po konci in pač naenkrat panika in potem se začnemo smejati in se začnemo obešenjaško pač zabavati. Ja, v bistvu to je tako mogoče obešenjaška samozavest. Ja, ker konc koncev tudi, ko pa je prišlo do ene situacije, ko pa sem mislil, ok, zdaj pa je konec, takrat pa seveda sem bil pač v totalni paniki. Teda mogoče gre za neko, pa ne bi rekel glih ne, da je otopelost niti premagovanje, ampak mogoče pride oboje hkrati, ker zdaj se počutim, ko sem zdaj to izkušnjo dal skozi, mogoče malo bolj svobodnega za stvari, ki bi rad delal v življenju, ker pač, ko si soočen z neko dejansko nevarnostjo, ko priješ nazaj, pa pač vidiš vse ljudi, s čem se vse obremenjuje in k čemu vsemu se odreka, zato ker bi lahko šlo vse narobe. Ali pa nekaj narobe, pa si misliš, ne vem, tudi na letališče, ko sem šel domov, vidiš ljudi, kako stresirajo, zato ker bojo let zamudili, pa se pač mislim, pač ok, pač let bo zamuda, pač obdanci za hrano, za vodo, v klimatiziranem prostoru, kaj pa bo, mislim, ok, še eno karto boš plačal, pač joj, se ne umiraš. To, kar razlagaš, je tako pravzaprav sorodno, ne, načinu, kako so se z smrtnostjo soočali, recimo stoiki pa epikurejci, ne, ko so v bistvu imeli prav neke meditativne vaje, da so več časi ponavljali, glej, kak je vse minljivo, glej, kak se propada, kadarkoli se lahko, recimo Marko Aurelij v svojem dnevniku, ne, to eksplicitno gre skozi cele scenarije, kadarkoli lahko zgodi katastrofa in gre vse k vragu in tega niso počeli, ne. Dolgo so mislili, da je Marko Aurelij bil depresiven, ne? In da je zaradi tega pisal to v svoj dnevnik, ne? Ki je v slovenskem prevodu in se ga lahko preberete, samo zdaj ga nimam zraven. Skratka, no, da je pač bil depresiven in da zaradi tega se z nekimi negativnimi mislimi obkrožil, ampak potem je Pierre Hadot na nek način skušal ravno nasprotno dokazati. Ne, to je bila samo vaja, kako se je on soočil z minljivostjo, ampak je ravno zaradi tega lahko potem imel do življenja bolj odgovoren in proaktiven odnos. Da se ni šlo zato, da bi se vdal malodušju, ampak da to te negativne stvari v bistvu izkoristi za to, da te da ceni življenje po ene strani, pa tudi da te požene naprej. To je tudi Cicero opisal, kaže Distinjev citat, da on je bil stoiško ful. On je rekel, da kdor naredi zaključne poteze svojega življenja vsak dan, je konstantno pripravljen na to, da pač se odreče življenju. Po drugi strani pa se mi zdi, da tu se če si soočen z smrtjo oziroma si saj v bližini smrti, lahko to vodi do tega, da potem lažje sprejemaš življenje v vsej njegovi negotovosti in vsem tem. Ampak po drugi strani pa ni ravno smrt in naša smrtnost in to, da bivamo k smrti, ne, da se vedno približujemo smrti, tisto, kar daje težo našim dejanjem. In kot sem prej rekel, ko se stoji pri Marku Aureliju, ki ti potem daje zagon, da delaš nekaj. In mogoče to izgubimo, če smrtjo razvijemo ta otopel odnos.
Ne, torej, v bistvu me več smrt ne zadeva, kaj pa če to potem vodi v to, da ne jemlješ tako resno več življenja. Ampak pol vidiš samo, pač ne vem, ja, zdaj se to zgodi, zdaj se ono zgodi. V bistvu me ne straši me to, da bi zdaj prišel v neko, do smrti pač bo, ne. Ni to mogoče potem neka tudi izguba nekega eksistencialnega dejavnika, ki pa je lahko tudi stimulativen. Jaz drugo smer razmišljam, da dokler imamo do smrti ta odnos, da je pač to nekaj strašljivega, se pač odrekamo stvarem, zato ker pač hočemo podaljšati svoje življenje, hočemo živeti varno, hočemo si ustvariti te svoje varne lupine, mehurčke, kjer bo vse urejeno in pač bomo varni in bo Ampak vse po drugi strani pa predvidljivo. delamo, nekaj ustvarjamo, zato ker hočemo ustvariti preden umremo. Ali družine, To pa je ali drugo, hiše, po moje. ali izdelke nekaj. Ja, po moje je to drugo, po moje šele, ko prideš se nekako sprijazni za smrtjo, pač tako res začneš delati tisto, kar zares ti šteje v življenju, ker več nisi omejen za strahovi, Kaj glede pa, če tega, potem kar bo dobiš to druge prineslo. prioritete? Kako to misliš? Recimo, če, ne vem, dokler se jaz bojim smrti, bom potem res imel neko ful jasno hierarhijo, kaj je pomembno. Ne vem, ker bom hotel premagati svojo smrtnost ali s tem, da, ne vem, da imam otroke in potem se nadaljujem neskončnost ali pa da ne vem, ustvarjam neka umetniška, filozofska dela, kakorkoli, ne. Pač, če pa bi se s smrtjo sprijaznil, oziroma da sploh ne bi bila nek faktor, bi pa mogoče neke čist druge stvari počel. Mogoče bi bil zadovoljen s tem, da imam neko čist preprosto, mogoče celo meniško življenje, pač živim, pa meditiram, ali pa imaš neko skromno družinico, skromno neko domovanje. Si res potem še tak gnan v neko presežnost. Torej, da skušaš transcendirati to našo to stransko, pa z nečim večjim, kot je vsakdanje življenje. Ali te ta sprijaznjeno stanje v bistvu potem vodi v to, da vrednotiš višje neke, recimo, preprostejše ali pa, če si drznem reči, nižje cilje. Recimo Bartol je argumentiral v raznih svojih delih, da ravno zaradi tega, ker je nekako sprejel smrt in začel živeti nevarno, kot je temu izrazil, je ravno zatem lahko začel zasledovati tiste cilje, ki so mu dejansko pomembni v življenju in pač dejansko se podati za temi svojimi vrednotami, ki mogoče, če si recimo, da nimaš pred sabo zavedanja o smrti, če živiš v tej iluziji, da ne vem, je življenje nekaj, kar bo trajalo in se treba temu socialnemu redu ukloniti, recimo, v katerem čakaj bi mogoče drugače to besedo. Pač on je mislil, kaj je bilo vprašanje? Da te lahko to sprijaznjenje smrti v bistvu vodi v manj resno življenje. Ampak Bude celo bolj hedonistično življenje, kot smo že večkrat govorili. Mislim, da v bistvu več življenje potem ni nekaj resnega. Ker ta smrt, ta res, ki se zgodi, je v bistvu neka čista arbitrarna razbitje atomov in potem je to določa neke malo drugačne kriterije, kaj boš zdaj s tem časom počel, če več ne vidiš, če več nimaš te sence konca nad sabo. Mislim, smrt tudi, če ni nekaj slabega, vseeno nekaj, kar predstavlja konec tvojega delovanja in karkoli si hočeš v življenju doseči, moraš to doseči, preden pač pride do smrti. In tudi, če si sprijazen z smrtjo, lahko dejansko zasleduješ vse te zelo pomembne cilje, ki jih imaš globoko v sebi, neke predstave, ideje, kar bi rad za življenje naredil, ampak te pač neha ta strah omejevati, da bi se odrekal poti, ki vodi do tja zaradi strahu, da bo zaradi tega življenje krajše ali pa bolj trše, kot bi lahko bilo, če bi se odrekel tem, recimo, sredstvom, kako doseči ta cilj. In torej Bartol, kar sem prej hotel reči, je zagovarjal to idejo, da živimo nevarno ali zato, ker
se s tem odrečemo tem samoomejitvam, tem številnim samoomejitvam, ki si v življenju postavimo zato, da bi živeli varno, da bi živeli dolgo, ampak vse življenje, ne, kot pravi, je igra, ki jo zmeraj izgubimo. Imamo samo ljudi, ki aktivno krojijo svojo usodo in so pripravljeni sprejeti pač ta tveganje, da bodo si pokrajšali življenje zaradi tega, in pač ljudi, ki pa se na vsak način hočejo izogniti smrti, na koncu pa kljub temu pač doživijo in niso svojega življenja živeli tako, da bi dosegli svoje cilje, ker so pač imeli ta strah v sebi in se odrekali. Kaj to pomeni, da je življenje igra, ki jo izgubimo? Da se konča, da konc koncev smrt nas... Zakaj bi bila to izgubljena igra? Ja, mislim, to je en način mogoče, kako je ona beseda. V smislu, da recimo, če je večina zgodovine neko način samopreseganja, simboličnega doseganja nesmrtnosti, ali kot pripadnik neke religije, pripadnik neke ideologije, pripadnik nekega zgodovinskega gibanja, da pustiš nekaj za sabo. So to številni pogledi, ki mislijo, da bodo na nek način zmagali v igri življenja, ampak Bartol pa predvsem nihilistično to pač trdi, da je to nekaj, kar bomo itak zgubili, itak na koncu ne bo nič več štelo, oziroma so vse te ideologije, religije zgolj neka samoiluzija, samoprevara, in z zavedanjem, da bomo itak življenje izgubili, lahko pol v življenju najdemo vrednote, ki so same po sebi. Ki bodo služile komu? Tebi. To je ena taka egocentrična v bistvu filozofija. Ne nujno, zato ker si ti vseeno vpet v neko socialno okolje, ki pač oblikuje tvoje vrednote. Ja, ampak potem je to dober kriterij, da je relevantno tisto, kar je znotraj igre tvoje, ker pol pa si ta konča, ali je potrebno razmišljati širše od tvoje trenutne igre, torej od svojega trenutnega življenja. Moraš gledati širše, če hočeš biti res etičen človek in tako naprej. Ja, ne vem. Mislim, da itak, ko gledaš svoje perspektive, recimo egocentrične, če tako temu rečemo, je ta ustvarjena od svojega družbenega, kulturnega, neposredno socialnega okolja. In se mi zdi, da če zasleduješ te vrednote hkrati, ki so torej samo tvoje, hkrati že zasleduješ vrednote svoje družbe ali pa svojega, recimo, kroga, socialnega kroga. Ne vem, če jaz hočem biti, ne vem, pisatelj, filozof, zaradi svojih egocentričnih zgibov, hkrati že izpolnjujem neko pač družbeno vrednoto tega, da kot pisatelj nekaj doprineseš družbi. Ok, zdaj recimo, če vam, če ne jemljamo smrti smrtno resno, skratka, ti še bolj to pusti kakšno željo, da bi pustil kaj za sabo? Ja, potem to malo odreže. Ja, to pa te malo odreže, ampak zakaj bi pustil nekaj za sabo? A ni to neka iluzija, neka simbolična nesmrtnost, ki te privede v to, da zanikaš svoje lastno življenje v imenu nekega življenja domišljijskega, ki bo sledilo po tvoji smrti, ampak tega ne boš doživel? Ja, ne boš živel, ne samo napeljuje pa te na neke širše premisleke. Je zdaj moje življenje zdaj važno v resnici kot neko življenje? Ali je vseeno je tu tudi nek faktor to, kar je onkraj mene kot posameznika? Torej, lahko samo rečemo družba, ne? Če se izognemo nekim zdaj religioznim stvarem. Ja, verjetno je. Verjetno konc konca bi tudi jaz rekel, da če moram svoje življenje končati za to, da obilo dobrega prinesem družbi, bi verjetno mi to bilo relevantna okoliščina, zaradi ker bi pač vse premislil o tem, ampak ja, ne vem, to smo za eno temo odprla o osebnem soočenju o smrtjo. Bi še mogoče tu pri smrti bilo relevantno tudi smrt bližnjega ali pa smrt kot neki ritual družbeni, kak je naš odnos smrti kot družbe, ne samo posameznika, v katero smer bi zavil.
Ja, pa obe sta zanimivi, no samo mogoče obe uspela obdelati. Ker mogoče je ta najmanj zanimiva gledalca, ali pač, nisem prepričan. Kera zdaj? Ta osebno soočenje za smrtjo. No, nisem prepričan. Ja, po mojem je filozofsko zanimiva z vidika tega, ker jaz mislim, da je trenutno res neko tako stanje. Mislim, ko nismo prepričani zdaj v resnici, ali se bojimo svoje smrti ali ne. In česa se pravzaprav bojimo, ko se bojimo smrti. Ne? Ker v preteklosti imaš ogromno neke poezije, pa neke filozofije, ki se več čas vrtela okrog te smrtnosti, ne, recimo Heidegger, pa vsi ti eksistencialisti. Ne? Pač pride nek konec in to je tisti konec, je tisto, kar bo dalo težo vsem tvojim dejanjem in te navdalo z neko tesnobo, zaradi katere boš v bistvu prisiljen vsako odločitev sprejemati z neko tehtnostjo. Da boš potem lahko upravičil svoje življenje kot nekaj avtentičnega, bla. Ne? Ampak danes ne jemljemo, se mi zdi, več smrti tako resno. Se mi zdi, da je bolj nasploh, pa se verjetno to bilo tako v širši družbi ponavadi, ne? Je v spredju ta carpe diem, torej pač ne se toliko primerjati s smrtjo, použij to življenje, ki ti je dano. In to je tisto, kar je pomembno, ne? Zakaj bi zagledali onkraj tega. Ne? Ampak to se mi zdi, da se bolj v nekem takem smislu udejanja, da ljudje pač ignorirajo oziroma potickajo stran misel na smrt. To tudi vidimo v tem, da vedno, ko pač kdo umre ali pa se kakšna bolezen nastopi, smo pač vsi v totalnem razsulu in šokirani, ne? Kot da pač to ni nekaj, kar se ves čas dogaja. Kot da pač naš red, vse se nam sesuje, vsi naši načrti, vse naše predstave in so ljudje totalno imobilizirani takrat, ko pride do takih tragedij, ampak verjetno pravi filozofski pogled na smrt bi verjetno moral, pa na življenje nasploh bi v takih situacijah mogel pač nekako reči, ja, saj to se dogaja, saj to smo pričakovali, saj filozofija je vaja na smrt, mislim, vaja na smrt, kako se reče? Vaja v smrti, pa se vemo, da ljudje umirajo, da zbolevajo, in nas ne bi smelo to tako šokirati in dejstvo, da ljudi tako šokira. Ali pa bi nas moglo? Ja, ne vem, ali ne, vse pa vemo, da se ves čas to dogaja. To je tisto, na kar nekako hoče malo ciljati, malo problematizirati to, jemanje smrti kot to, da skušamo vzeti smrt kot neko dejstvo in jo s tem v bistvu malo sterilizirati. Sej ni nič takega. Pač je nekaj, kar se zgodi, konec igre je. Ne? In kakšne vrednote potem to oblikuje, igraj se, dokler si živ. Ne? Vprašanje je, če so te če se ravnaš po vrednotah take igre, če potem dovolj resno jemlješ tudi življenje. In to po mojem mogoče ni dobro niti za posameznika, pa tudi potem iz nekega vidika neke medsebojne soodgovornosti, na drugačen način gledamo na življenje. Ja, mislim, številni filozofi bi rekli, da ravno to, da življenje pojmujemo kot igro, je to, da jemljemo življenje smrtno resno, zato ker ne zanikamo svojega življenja. To je Wittgenstein to imel, ne? Ne vem, mogoče bolj Nietzsche, Scheler, Schelling. Nekaj sem nedavno to mislil. Šlik sem mislil, no, kakorkoli. Okay, Nemški filozofi. Šlika smo že omenila, se mi zdi v tej... Ja, recimo, Nietzsche bi vse te ljudi obtožil, torej ljudi, ki mislijo, da ki hoče gledati na nas kot na del nekega širšega zgodovinskega dogajanja, ki bo potem nekaj doprinesel po smrti ali pa nekaj takega, pač zanikovalce življenja, zato ker pač živijo zaradi neke iluzije, kaj se bo zgodilo po smrti, namesto da je pač to neposrednost pač izživeli do konca. Ne, če bi se strinjal to, kar se tiče tega ocene Nietzsche, ampak da ne bo zašla v... Ja, ne vem, tudi jaz ne, če se strinjam. V debate o interpretaciji Nietzsche. Je pa to Bartolova interpretacija Nietzsche, to pa lahko rečemo. Lahko vzamemo mogoče Bartolova, ja. Ja, mislim, lahko vzameš to pojmovanje življenja kot neke igre, lahko vzameš z neko bolj pozitivno interpretacijo, kot bistvo kot neko potrjevanje življenja. Torej, da te bistvo to da je to lahko oblika, kako vzameš življenje resno.
nisem čisto prepričan, če je to tista interpretacija, ki je uveljavljena, mislim, uveljavljena, ki jo imajo ljudje, če ljudje res jemljajo igro v tem, v smislu nekih, mislim, tako kot Nietzsche ali pa tako kot Bartol, ne? Po moje dejansko vzamejo igro kot to, da pač dokaj neresno živiš, sprosti se, uživaj. To smo že govorili. Ampak jaz bi bolj zagovarjal potem to, da je pač nekaj resnega v tem, da kot igra živimo, da imamo neposredno pred seboj zavedanje o smrti, o tem, da pač življenje se lahko na kjerkoli točki obrne in zato z nekaj odgovornosti do same sebe pač dejansko živimo življenje na polno v skladu z svojimi vrednotami in se ne dopustimo, da bi nas strahovi ali pa neka zunanje pričakovanja, ki jih nismo zares ponotranjili, omejevala pri tem, da bi pač dosegali te svoje cilje. Ja. No, ker ko si prej tisto drugo temo odprl, kako pa, ko pridajo drugi zdaj tu v enačbo, drugi ljudje, ki umirajo. Ker po mojem je neka zmota mogoče teh določenih eksistencialističnih misli, ki tako poudarjajo to smrtnost kot pomemben dejavnik, je to, da torej, da poudarjajo tak smrtnost. Tako da je zdaj to res nekaj, s čimer se ljudje soočajo kar naprej. Zbudiš se zjutraj in umr bom, grem pisati roman. A bom skodelico kave ali se naj ubijem? Ok, wow. Ja, to je Kamijeva. A to so to, to je Kamijeva. Ne, to je Kamijeva. To je tvoja. Ta iranski. Ja. To se v Iranu spraševal. Ali bodo pale bombe, ali bomo šli... Komarja. Res? Ki? Ok, zaveč nekje. Wow, zelo eleganten način. Ja, zelo dosti je komarjev. Nisem si mislil, da sem novembra s tem ukvarjal. Tudi on je verjetno, ne? Upam, da še ne nilska mrzlica. Včasih pridajo mačke, včasih pridajo komarje. Race včasih tu plavajo, samo zdaj pač v tem kadru jih ni, tam so na oni strani bile prej. Pa Nemci včasih s kanujem gredo mimo. Kaj, Nemci? Ja, ne vem, nemški turisti. Specifično Nemci? To se mi ni nekaj drugo, stona vojna še. Zgli pri Hani Arendt bil, tako da ne bi v Nemcih preveč. Ok, znamo slednjič mogoče. Ja, torej smrt drugih ljudi. No ja, smrt drugih ljudi je pa tisti dogodek, ki pa te mogoče zbudi ta strah v bolj neki akutni obliki. Po mojem, na vsakdanji ravni ljudje v povprečju živimo brez nekega akutnega doživljanja smrtnosti. Po moje pač neke praktične cilje si zastavimo, ki mogoče smo jih nekoč oblikovali ali pa sploh nezavedno zaradi tega, ker hočemo, ne vem, vredno preživeti življenje pred smrtjo. Ampak nasploh pa po moje je to pač v nekem predalu pospravljeno. Ampak pa, ko nekdo umre, pa to vzameš ven z predala. In čeprav ne vem točno, kaj se zgodi, kaj je res tisto, kar nas tako zadane pri smrti drugih. Ker moče spet ni to v resnici, da zdaj se ti svoje smrtnosti začneš zavedati. Mene osebno, tako, ko so bili kakšne smrti v sorodstvu in tako naprej, je bilo bolj pač samo izguba navezanosti na tega človeka, in pač tistih nekih vsebin, ki si jih čutil, z nekih čustev, nekih spominov, ki ste povezali s človekom. To je pač izgine in te sooči s tem dejstvom, da tega več nikoli ne more biti. Pa se, če gremo nekaj ful bolj na nek način banalno, ampak danes v resnici več ni banalno maček. Ne vem, smo mačko se na eno dobo pri 11 letih, sivka, Bog ji daj nebesa. In pol ne vem, kaj je umrla, mislim, pred že kar nekaj let, ampak že kaj 10 let, 15 let mislim, da je bila stara. To je pa zdaj vlak, ampak ni preveč glasen. Tudi na neko tako preprosto bitje te potem vežejo neki spomini in te potem zbujajo neko doživetje neke te nepovratne izgube. To se mi zdi, da mi je najbolj strašljivo pri tem minevanju. Ja, mislim, verjetno zato, ker pri drugih ljudeh potem dobiš to svojo zunanjo perspektivo na lastno smrt. Pa je to zraven? Ne vem, če je to. Mislim, ne, pač ti doživljaš to čisto človeško navezanost, to čisto človeško bolečino izgube, ampak ko pa potem svojo smrt pojmuješ, pa mogoče lahko predstavlja en način osmišljevanja, kaj se zgodi po smrti, a pač ljudje okoli tebe te pogreša, povzročiš ogromno bolečine v
ljudeh, ki pač te imajo radi in obrneš mogoče perspektivo tudi na to stran, da smrt mogoče nima neke vsebinske vrednosti zate, ker je pač mogoče strogo gledano ne doživiš, ni dogodek tvojega življenja, ampak veš pa, da se zgodi z te zunanje perspektive. In lahko en vic povem. Okay. Pride avtorski? Ne, ni avtorski, ampak en pride pač mačko, ima pa za rakom umira. Pač, ne, Mačka ali on? Mačka za rakom umira. Pač Okay. ima probleme nekaj z dihanjem najprej, pa pač že tako ni toliko stara, pa res muči se, pa vsi jo imajo radi, pa pač prinesejo en moški k veterinarju, pa pogleda veterinar, kako je stanje, pa pač vidi, da mogoče ni najboljše, pa potem se posede s tem moškim, pa mu reče, imam dobro pa slabo novico. Pač slaba je, da pač ima raka na pljučih. In lahko je za tabletami še malo pri življenju, da živimo, ampak bo res dolgo se mučila in to bo res najboljše bi bilo kar uspavati in da je pač okrajšamo to trpljenje. Verjetno je že kar nekaj časa trpela, pa tega ne kažejo mačke, ker so zelo ponosne in skrivajo svojo bolečino pred lastniki. In ja, jaz mislim, da bi jo bilo mogoče najboljše uspavati. To bi bilo moje mnenje. Ampak dobra novica pa je, da je samo mačka. Ja. To je vic. Dala pol not left track. Ja. Ja. Okay, kaj pomeni za tega vica? Ne. Ja, mogoče je tudi ta perspektiva pomenljiva, ko razmišljamo o smrti, ta zunanja, kot pravi že Lao Tzu, da če Gosenica pravi smrt, temu svet pravi metulj. Mogoče je to, kako moramo razmišljati o svojem koncu eksterno in ne interno. Ja, v smislu, kako bo vplival na dogodke sveta, tebi pa ne bo vplival, ker te ne bo in niti več ne bo važno za tebe, niti več ne boš važen ti, važni so še zgolj svet in ljudje okoli tebe. Okay, no, in to bi potem bila ena motivacija, da razmišljamo o tem dejansko, kaj pustimo za sabo po smrti, vsaj za to neposredno bližnje in to, če začnemo gledati na smrt z te zunanje perspektive. Tako kot je konec koncev v filmu Ikiro, ki se ga prej omenjal, ker je iskal bolnik tik pred smrtjo, neki način, kako za zadnje mesece smiselno preživi, da je pač na koncu res doprinesel nekaj svoje družbi in je zadnje mesece preživel tak, da je zrihtal neko igrišče za otroke in potem umr srečen, ker je pač nekaj dal v okolici. Samo zdaj se spet vračamo k prvemu vprašanju. Ne? Pa ne vem, če se hočem že zdaj vrniti. Lahko damo v zavihek, pa gremo nazaj na vprašanje smrti kot družbenega. Smrt drugih. No, ker nasploh me to, se mi zdi pri meni, najbolj me skrbi smrt drugih, pa tudi moja smrt bolj z vidika drugih, ki jim na tej točki nekaj pomeni, neko vlogo igram v njihovem življenju in bi občutili to nepovratno izgubo nekega faktorja, ki pač je pomemben, mogoče upam, gradnik njihovega življenja. Ne? In enako pač drugi ljudje, ne? Da pač to me je vedno preganjalo, ne? Če se nekaj zgodi bližnjim, pa na ful taki akuten način, da si potem ful pozoren, ne tega delati, da paziš ves čas na njih, pa skušaš preprečiti vsakršno nevarno dejavnost. Ne? Ampak mogoče je glih to ta samo omejitev, ko smo soočeni z možnostjo smrti, da potem skušamo na vsak način jo predstaviti. Kaj pa mogoče, če pa, ne vem, si že bolan, pa ti zdravniki pravijo, nehaj to, nehaj ono, pa pač rečeš, ne, pa bom. Pač vse, ali kaj bomo umrli čez 2 leti, ali pa bomo umrli zdaj, pa pač živel neposredno sledeč svojim željam, se nam odrekal, ne bom živel kot bolnik, ampak kot zdrav človek do smrti, potem pa se ne pač prej konča.
Mogoče je to tudi eno sprejemanje smrti, ki nas mogoče razbremeni pred tem, da bi non-stop bili to bitko, da je življenje nekaj, kaj bi mogli na vsako nujo podaljševati. Kaj pa če imaš sorodnika, ki ima, ne vem, raka na pljučih, pa hoče kaditi? Ja, mogoče pa ne kadi. Zakaj bi zdaj nujno mogli podaljševati njegovo življenje? Ker ga hočemo v svojem življenju. Ja, ker ga hočemo, ampak mogoče pa to nekaj, s čemer mu hkrati odrekamo, da on lahko pristno živi svoje življenje v skladu s svojimi vrednotami. Kaj, če imaš v življenju Zakaj je to nekega... višja vrednota, da on živi svoje življenje v skladu s svojimi vrednotami? Zakaj ni višja vrednota to, da on igra pomembno vlogo v življenju drugih ljudi? Ja, to je zdaj vprašanje. Mogoče lahko še dam en drugi primer. Plezalec, ki se non-stop izpostavlja nevarnosti, recimo neki ekstremni športnik. Ta človek ima v sebi neki vzkip, zaradi katerega očitno bi si mislil, pristno življenje za njega predstavlja pač sledenjem temu načinu, pač tem ekstremnim športom, pač izpostavljene nevarnosti. Hkrati pa predstavlja za druge ljudi v svojem življenju pač nekaj pomembnega. In kako zdaj naj ta človek se orientira? Kaj naj temu človeku rečemo, če bo jutri šel na goro in obstaja možnost, da bo umrl in zapustil svoje bližnje? Kaj mu ne rečemo? Naj se odreče svoje želje potem, da bo ekstremni športnik, ali naj se odreče svojim pač želje bližnjih, da naj ostane doma in gre se sledovati svoje pristno življenje? Jaz nisem prepričan, da je odgovor očiten. Da je to neko tehtanje, ne, za tega človeka, ki sprejema take odločitve. Ne. Če hočeš vstopati v neke medčloveške odnose, ali na neki čisto osebni ravni, ali pa tudi na širši ravni, da si na nekem, ne vem, odgovornem položaju, tako ali drugače. Moraš pač to sprejeti, da boš postal del njihove simbolne mreže. In da več tvoja usoda ni zares čist tvoja, ampak si jo deloma s tem, da si prepleto tuje življenja, dal v njihove roke. In to je lahko nezdružljivo s tem, če pa je tebi vendarle višja vrednota kot drugi to, da ti slediš nekemu svojemu poklicnemu, osebnemu, kakršnemu koli cilju. Ne? Mislim, da moraš potem pretehtati eno in drugo. Ne? Recimo, da imaš otroka, ki ful take nevarne stvari počne. Ne? Je res otrok svoboden lahko v tem, kar počne. Je res svoj človek, ki ni v tej mreži soodgovornosti do starša. V končni fazi obratno. Ne? Pri staršu pa ne bi tega nikoli dopustili, da bi bil starš, bi se odrekel razmerju odgovornosti do otroka. Ne? Vedno mora pač se odgovorno obnašati. Ne? Ampak otrok, ki pa pač se ni odločil, da bo ren tem staršem, ne, pa dobi na nek način to možnost, da on pa lahko počne, kaj hočeš, starši ga ne smejo potem po eni starosti sploh več omejevati, ne, ko več nimajo fizične moči, v bistvu, oziroma legalne moči tudi nad njim. Ne. Ter bi rekel, da smrt neka, oziroma življenje moramo pojmovati ne zgolj kot neka odgovornost do samega sebe, ampak ta recimo način, ki sem ga zdaj zagovarjal kot igre, spregleda, da je tudi odgovornost do drugih ljudi. V igri je več ljudi. Ne? Ja. In ta ideja, da zdaj ti lahko da svoje življenje vzameš kot igro, ne sme zapostaviti tega vidika, da to igro igrajo še drugi ljudje. Ne? Ja, okay. In to. In potem še mogoče vseeno, ne vem, če si upam to temo odpreti, neke te religiozne transcendence, pa neke večnosti, pa vsega tega. Ne? Ampak vseeno nekaj se mi zdi, da še na smrti je nekaj, na tem, da nasili v nekaj presežnega, je nek zelo pomemben eksistencialni, antropološki moment. Kaj ste misliš? Ne vem. Razvijam. To smo pa filozofi. Life. Ne vemo, kaj govorimo. Besedne solate, kaj je to? Kup pojmov, želimo pametno, povemo pa ničesar. To, ko si prej rekel, ne, da je filozofija vaja v smrti, ne? To je iz Platonovega Fajdona, v katerem v bistvu predstavi
človeka ne kot neko dušo, ki je bila rojena v ta telesni svet in zdaj je pravzaprav na nek način ujeta v to telesno življenje, v poželenja, v vsa fizične tegobe in tako naprej. Ne? In je več soočena, kar je pa tudi že malo budistična misel, z nekimi temi frustracijami, ki pritičajo takšnemu telesnemu življenju. Torej, ne vem, hočeš imeti neko dobrino in potem jo dobiš in pol več nisi zadovoljen. Ne? Ali pa pri užitkih je to še toliko bolj. Ne? Sod brez dna. Nazorno. Sod brez dna. Ne? In zato on pravi, ne, da kaj počne filozof? Filozof je tisti, ki se sooči s to svojo smrtnostjo, razmišlja in s tem v bistvu rahlja svojo navezanost na to tuzemsko igro. Če zdaj, to ni njegov, zdaj jaz dodal. Ja. Torej, ja, ne, to zdaj razmišljam. Ne? Če ti smrti ne jemlješ smrtno resno, ampak jo jemlješ samo kot nek relativno pač ne arbitraren, ali pa tudi mogoče poljubno, nek konec neke igre, se potem v resnici lahko bolj navežeš na to igro in težje umreš, kot pa če jo jemlješ smrtno resno. Odvisno, kaj ta igra vključuje. Ja, odvisno, kaj ta igra vključuje. Mogoče je to neka igra, ki se, recimo, ne vem, da smo se že enkrat pogovarjali, sicer izven podcasta o tem, kako Platon predlaga. Ja, kako Platon predlaga. To je samo za subscribere. Ja. Click now. To moramo pa delati, no, samo intermezzo. Subscribajte na en kanal. Ja, to pa je marketinško ful funkcionira, tako da prosim dokažite, če se že vedno poslušate. Ja, no, če ni odveč. Tržni nasveti funkcionirajo in stisnite, kaj že naroči, follow, sledi, pa na socialnih omrežjih. Pa tisti zvonček, ko te pol obvesti, da novi film. Tisto vsi je stisnili. Ko prije kar mnogo hrupa srednjeva, to si vsi želimo. Ja, če vam ni odveč, seveda. No, naredite to. Ne dajati možnosti, ljudje imajo radi ukaz. Okay. Kakorkoli te zdaj ogledam, pa še sledijo še oglasi. Če dobimo 500 lajkov na tem podcastu, se bo Primož vrgal v Dravo v naslednji epizodi. To je za nama, tako da gremo 500 lajkov. Ti se boš 500 lajkov. Oba dva, ne te bom. Kakorkoli. Enkrat si predlagal, da Platon predlaga, da je filozofija vaja v smrti ravno v tem, da se nekim telesnim užitkom odreka, o nekim telesnim doživljajem, zato ker je smrt konec koncev, kaj pogrešamo v smrti, ali pa nas straši v smrti, je ravno to, da bodo vsi ti telesni, vsa ta telesnost bo odpadla. Ampak če pa smo mi vedno več v nekem idejnem svetu, vedno manj v telesnem, pa potem vedno manj strašljiva postane ta smrt, ker tisto, kar bomo izgubili, je zmeraj manj prisotno torej, misliš, v našem življenju. Znotraj te igre, da se posvetimo nekemu kontemplativnemu življenju ali pa nekaj takega. Ker recimo v smrti te, kot si rekel, vedno manj. In kar zmanjkuje je ravno ta telesnost, to tekanje, hoja na veselice, ne vem, pitje kave, plesanje, vse to pogrešamo potem. Vemo, da več nikoli ne bomo mogli, ampak nekako v miselnem svetu, če se predajamo kontemplaciji, pa z tega vidika pa je manj strašljiva smrt, ker itak. Pol že zelo abstraktno in mogoče intelektualno jemljamo to idejo igre, v katero smo v resnici že na nek način inkorporirala ravno tisti strah pred smrtjo, pred katerim naj bi se z pojmovanjem življenja kot igre izognila. Zdaj pač to tak del igre je ta smrt. Samo pol v resnici nismo zdaj z tem dodatkom igre nič bistvenega mogoče naredila. Ne? Lahko to mogoče malo bolj
pozitivna interpretacija, manj pesimistična. Ne? Torej, namesto da gledaš, vsi bomo umrli, tesnoba, zdaj moraš res nekaj smiselnega delati, da potem, ko boš umiral, boš vsaj malo si lahko upravičil svoje življenje. Pa če rečeš, ne, življenje je igra, moramo se igrati, sicer se konča, ne, ampak zato moraš se toliko bolj igrati, ampak moraš se pa odgovorno pravzaprav igrati in kontemplativno in tako bla. Ne vem, če je bistvena razlika med tem. Ne? Mogoče. Ampak jaz bi še tudi dodal, ko smo rekli o filozofiji kot vaja v smrti, je tudi predvsem to, da sploh mislimo na smrt, da jo zaveščamo, ker mislim, da je ena taka velika recimo lastnost ljudi je to, da uspemo na smrt pozabiti. Se vedemo, kot da smo nesmrtni. Smo potem šokirani, ko pride naenkrat do neke disrupcije. Potem in to na več ravnih, ali ne razmišljamo o smrti preprosto in pač, ne vem, smo stari 30, pa kar ne naredimo tiste stvari, ki smo v življenju želeli, ker bomo itak do 80., 90. živeli in se ne obremenjujemo s tem, ne čutimo tega pritiska, da je pa zdaj mogli preživeti, ker pač se lahko kadarkoli konča. Po drugi strani pa nekaj, kar sem zdaj hotel povedati, pa sem pozabil. Fuck. Ja, ne se navajaš spet dodatnih razlogov, da smrt jemljemo resno. Ja. Po drugi strani pa še to, da se jemlješ na svoje življenje, gledaš kot neko del vpetost v neko ideologijo, politiko, religijo in potem živiš, se razdajaš, svoje življenje zanikaš za to, da boš pač delal samo zgolj to eno stvar, da boš potem po smrti simbolično nesmrten v neki zgodbi države, politične stranke, religije, kakorkoli. In mogoče nasmiselna smrt in pojmovanje življenja kot igre ravno od tega odvrne, da se mi v te iluzije vdajamo, da potem začnemo dejansko pritrjevati življenje in se nehati vdajati v neke utehe o tem, kako bo po smrti, kako je smrt zmeraj nekaj zelo oddaljenega, o čemer zdaj pa res ni treba razmišljati, potem hkrati, kak je smrt nekaj, kar bomo itak simbolično presegli, življenje se bo nadaljevalo po nam in potem nikoli zares ne pristno živimo, zato ker smo obdani z nekimi samo prevarami o tem, ki nas potem usmerijo stran od tega razmišljanja o smrti. Recimo, vem, da en filozof Søren Kierkegaard je bil goreče prepričan, da bo umrl pri 33 zaradi pač nekega praznoverja in je hotel pač raziskati neko filozofsko raziskati neka svoja prepričanja o življenju in tako dalje. In je, mislim, da v 3 letih napisal 16 knjig, ker je pač se zavedal, da bo zdaj konec. In ni imel te utehe, ki jo imamo vsi ljudje, da pač mogoče pa do 80. živijo. Ravno ta bližina, ravno ta miselna smrt je tisto, kar ga je prignalo do tega, da je pač res izživel svoje življenje tako, kot je pač dejansko želel in si predstavljal, da bi življenje morali živeti. Mi pa se nosto vdajamo v neke utehe, da recimo zdaj sem star, jaz 28, sem do 80. živel, hočem knjigo napisati, pa mi že čez 10 let. Ampak jaz ne vem, da bom živel še čez pol leta. Ravno ta smiselna smrt je bila tista, ki je bila za njega eksistencialno ključna. Tako da ni nujno, da bi zdaj smrt morali premagati v smislu, da se ne smemo več bati. Ampak če naredimo ta splošnejši karakterizacijo filozofije kot vaja v smrti, mislim, da je pomembno, da o smrti razmišljamo. Zdaj pa, če se bojimo ali ne, je pomembno, da imamo neki odnos do svoje lastne minljivosti, ker če ga ne bomo imeli, bomo živeli na nek način zlagano. Ja, to sem jaz pač na začetku, na to sem skušal napeljevati, no? Da torej je nek zelo pomemben eksistencialni faktor. Naša smrtnost in minljivost. Ne? In z tega vidika tudi, ne pač kot si rekel, lahko povežemo s filozofijo, to razmišljanje o smrti, zakaj filozofija tudi vaja v smrti, ne? Ker kolikor je filozofija, vsaj v tem antičnem smislu, ne, najprej bila, je bilo neko zelo široko razmišljanje o življenju, o svetu in o našem mestu v tem svetu. Ne. In ko si na ta način razmišljal o vseh teh stvari, prej ali slej si se soočal z svojo minljivostjo.
In to je dalo neko težo vsem tvojim razmislekom o teh rečeh. In moj pomislek je, ne, da danes se v bistvu precej izogibamo smrti. Recimo, že če gledaš, ne vem, najni ne tako daljni predniki, ne, ko se, ne vem, ko nekdo umrl, pa je potem tam bila v veži odprta krsta, ne, se to še se danes prakticira, ne. Je bilo čisto sprejeto, da si lahko pogledal truplo, recimo, ne. Ja. Danes je že to, se tega drži precej neka morbidnost, ne, se je tu naselila glede vseh teh ritualov pokopa, ne. Ne radi kaj dosti se neposredno soočamo s smrtjo, ne. Ja. Mislim, da ima to posledice tudi v načinu sploh našega življenja, ne. Da življenja živimo manj resno. To, da pa jih živimo manj resno, pa ima posledice, da se spreminja tudi celo naše družbeno življenje. Ker ljudje več mogoče ne počnejo stvari toliko iz neke globoke prepričanosti in kot neke globoke pristne odločitve, ampak bodisi zato, ker mogoče nimajo izbire drugače živeti, ali pa zato, ker se spet sledijo tistemu hedonističnemu imperativu, ki je pogodo trenutnemu družbenemu stroju kapitalizma, pa potrošništva in tako naprej. Ne? In zato mi ne diši ta beseda igra, ne? Ker mislim, da je to tisto, kar si ljudje predstavljajo. Torej, ne jemljimo stvari resno. Naredi to, sprejmi ono, kar prideš, kar prinese življenje, samo carpe diem. Ampak mislim, da je to ena velika zabloda. Ja, se strinjam, ja. Zabloda, na katero nas pa smrti spominjajo, na katero nas spomnijo, ne vem, ko nekaj pride neka vojna sredi nekega civiliziranega sveta. In tudi vsakršna kriza v družbi, ne, ki ti v bistvu predoči to, da je življenje minljivo in da to, če se družba, mnogo posameznikov odloči, da bo življenje imelo zgolj kot igro, ne resno, ima neke zelo konkretne posledice, da življenje postane za vse slabše. Tako da zato se mi zdi soočanje in razmišljanje o smrti vseeno uporabno, da če bomo smrtno resno jemali smrt, bomo lažje smrtno resno jemali tudi življenje. In zdaj ta vizija, ki jo jaz mogoče tu predočam, ni najbolj užitna, ne, z vidika smrtno resnega življenja, to je po moje zelo kontra nekim intuicijam trenutnim. Mislim, kaj to pomeni, zdaj, da si samo nekaj resen, da samo nekaj ful resno delaš, ni to težaško. Ja, meni se zdi glih, da smrtni resni odnos do življenja narekuje neko igro, zato ker veš, da se bo končala, da moraš zdaj narediti to, kar si želiš. Recimo, jaz mislim, da smrtno resno jemljem in življenje in smrt, ampak ravno zato se zavedam, da je pomembno, da živim pristno v skladu z svojimi vrednotami, za sklada za svojimi željami, kaj želim doseči v življenju. In recimo tudi, če bom želel posneti dokumentarec o iranskem življenju, kam šel snemati, pa se ne bom pustil, da bom strah pred smrtjo ostavila, zato ker se zavedam, da je to nek horizont mojega življenja, ki bo stalno prisoten in bo prišel zdaj ali pa čez 50 let. In bolj pomembno je to, da življenje živim v skladu z svojimi predstavami o tem, kako ga treba živeti, kot pa to, da bom živel 80 let namesto 30. Prej sem začel nekaj govoriti o transcendenci, pa večnosti in vsem tem, ne? Ker zdaj najprej smo obravnavali, predvsem smo se osredotočali torej najprej na ta individualni, eksistencialni vidik smrtnosti, potem smo gledali na ta medosebni, intersubjektivni, ne, kaj smrt drugih pomeni za nas, kaj smrt nas pomeni za druge, kako smo prepovezani med sebojno in da moramo življenje smrtno resno torej jemati po eni strani zaradi tega, da smo odgovorni do sebe, to je moja teza, ne, vprašanje, če je smiselno je tako morbidno ubesediti, kot jo jaz ubesedujem, in po drugi strani moramo odgovorni biti do drugih, ne. Ampak lahko pa tudi je za en zelo močen
antropološki moment, ne? Ker če pogledamo, zakaj imamo ljudje, smo že ugotovili filozofijo, ampak še bolj pomembno je to pri religiji. Ne? Mislim, da je Hans Jonas, ne? Je spet en filozof, en filozof, ki je izpostavljal, da je grob eden ključnih teh nekih antropoloških artefaktov, predmetov, v katerem je strnjeno vse, kar človek je, ne? Oziroma lahko, da je nek simbol, ki veliko pove o človeku. Ne? Njegovo razmišljanje je bilo, da živali ne pokopljajo svojih preminulih, kar sicer mislim, da čist striktno zoološko verjetno ne pije vode, ne? Ampak vsekakor pa je dejstvo, da imamo ljudje res nesorazmerno količino nekih ritualov in obredov in prepričanj okrog smrti, ne? In okrog tega, da nekdo umre in da je treba truplo absolutno pač dostojanstveno pospraviti. Ja. Jak je to za takratno? Ja. Dostojanstveno likvidirati. Torej, no, da imamo, je nek precej pomemben antropološki moment, torej ta smrtnost, ki oblikuje to, kakšen človek in njegova družba je. Ena najpomembnejših rezultatov tega oblikovanja je ravno religija, ne? Kateri se vedno znova zatečemo, ko pride do smrti. Tako vidiš ljudi, ki mogoče nikoli ne hodijo k maši, ki nimajo nekih močnih, ne vem, katoliških prepričanj, ampak ko nekdo umre, pač predstavlja ta ritual vseeno neko uteho. Ja. In dejansko ne vem, se spomnim, ko sem bil v taki priložnosti v cerkvi, ne? Se zazreš malo v nebo in začutiš, kaj se točno začutiš. Verjetno lahko nekdo, en neuroznanstvenik bo rekel, sem pač neka proženje atomov, neke halucinacije, kakorkoli, ampak začutiš neko to metafizično težo te minljivosti. In se obrneš z nekih sili, zlasti, ko je mogoče celo smrt tragična. Zakaj se je to zgodilo? Kdo je to povzročil? Kaj naj naredim, da se to ne bi zgodilo? Kaj bi mogel narediti? Kaj sem jaz kriv? Je to rezultat nekega kozmičnega, sodnega procesa proti človeku, ne? Ne vem, prekini me na neki točki z nekim vprašanjem, ker ne vem, kam točno hočem iti s tem, ne? Ilustrirati samo predvsem to, ne? Da smrt odpre tudi, mislim... Ja, mislim, a ni vem, da tak lep citat ima en naš slovenski filozof, Borut Ošlaj, moj mentor. Ja, da je svet zmeraj nekaj fiktivnega, ker tisto neposredno dano dopolnjuje z fiktivnim. Ne? Ti imaš to svojo neposredno okolico, ki jo pač zmeraj dopolnjuješ s svojimi predstavami o celoti sveta in v resnici, ko govorimo o svetu, govorimo o fikciji. In na isti način bi lahko rekli, da ko človek umre, naenkrat izgine. Pač to je človeku nepojmljivo, da naenkrat izgine in tukaj se začne naša fikcija. Tukaj se začnemo pripovedati zgodbo o tem, kam je šel, kam se nadaljuje, kje je zdaj ta oseba. In mislim, da je to taka res zelo osnovna človekova težnja, da pač skuša simbolizirati svet, skuša ga osmisliti in pač ga osmišljujemo ravno smrt, tista ključna praznina, ki pač kar kliče po tem, da zdaj jo zapolnimo z svojimi fantazijami. Ker je pač taka res, vse praznine v resnici skušamo zapolniti in znanstveno in religijsko in vse, ampak smrt pa tista res kričeča praznina. Ni isto smrt tak primer, na katerem vidimo, da se nočemo sprijazniti s to končnostjo. Ravno to, kar si mogoče uvodoma nagovarjal k temu, torej da kot nekaj piska, mislim, moj alarm, da se moram zbuditi. Zbudi se, Primož, 7 je ura. Kaj sem začel govoriti?
Ni zbuditi se moraš. Začni kričati, da te bodo slišali in zbudili. Zmečiš to z glave. Ja, ne, da je smrt tisto, čemur se na koncu koncev ne moramo sprijazniti, kljub temu, kar sem jaz govoril, praviš. Torej to, o čemer smo na začetku govorili, ne, da ne pustiš smrti, tega, da jemlješ smrtjo resno, da bi potem se prikrajšal za dobro življenje. Pa da se ne obremenjuješ s tem, kaj bo potem, ampak da pač odgovorno in potrjujoče živiš to življenje. Ampak v resnici nekaj v nas se noče s tem sprijazniti, mislim, da. In ko pridemo do smrti drugih, recimo v takih trenutkih, kot sem prej rekel, ne, tako si v cerkvi, v nekem pogrebu in se soočiš s tem. Ali pa tudi, ko si mogoče na pragu smrti sam, si ne moreš pomagati, da se ne bi zazrl navzgor. Ali pa tudi ko se zgodi kakšna širša tragedija, recimo zdaj, kot smo priča, ne vem, zdaj pred kratkim, ko sem imel neko predavanje o holokaustu, ne, pa bereš potem te opise. Ne. Po moje, ko si soočen s temi stvarmi, si pač prisiljen pogledati navzgor in najti neki presežni smisel temu življenju. Ne. Frankl je takrat ko je bil ujet v taborišču, ne vem še katerem, ampak v Auschwitzu. V Auschwitzu je bil, no, Viktor Frankl, filozof, psihoanalitik, je ravno v tem, da svoje knjige dokonča, ne, našel smisel in je rekel, da zaradi tega preživel, ker je v neposredni soočenju z konstantno nevarnostjo rabo neki višji presežni smisel, zaradi katerega se je boril. Kdor ima nek zakaj, preživi vsak kaj in potem bi nekako napeljeval, da rabimo nek smisel, da rabimo nekaj, kar se zoperstavi smrti. Ja, in po drugi strani torej, da rabimo smrt, ne? Ja. Ne nujno v tak intenzivni obliki, ampak da igra neko vlogo v vseh naših življenjih, ne? In da mogoče ni smiselno si pred njo zatiskati oči. Ja. Mislim, vprašanje, če bi ljudje večno živeli, kaj bi potem? Verjetno bi vprašanje po smislu življenja ostalo, ampak odgovora pa nam bi bilo dosti težje najti, ker zdaj več nimaš dobene časovnice, zaradi katere moraš iti v akcijo, nekaj stvari dejansko narediti, ampak bi lahko samo pač sedel in nedogled razmišljal in prišel do odgovora, da itak nič nima smisel, da je vseeno. Ja, to je tudi zanimiva tema, ne? Če bi večno živeli, ne? Kaj bi to spremenilo. Ja. Ampak mogoče se hoče še malo zadržati pri tej antropološki noti. Namreč to, da bi bilo v redu, da vseeno ohranjamo, pridružimo neko mesto za smrt v naše življenje, da tega ne odganjamo iz našega vsakdana. Dobro, mogoče vsak dan, ja. Ni treba vsak mesec, ne? Vsak dan. Vsak dan začneš z meditacijo smrti. Ja, lahko, to je Marko Aurelije počel to, ne? Tako da gled, če je delovalo za cesarja rimskega cesarstva, lahko tudi za vas. In se mogoče tu navežemo zdaj pač na ta 1. november, ne? Ki pač ima neko tako zanimivo vlogo, ne? Po eni strani je religioznega izvora, po drugi strani je imel svoje življenje tudi v bolj ateistični vladavini v Jugoslaviji, ne? Pa so ga ljudje vedno, ne? Pač od dneva svetih do dneva mrtvih, ne? Je pač vztrajal ta praznik, ne? Ja. In še danes pač večinoma, vsaj v teh najnih koncih, se gre za 1. november, na pokopališča. Se gre k maši ali pa recimo poznam ljudi, ki so drugače že precej se oddaljili od vse konvencionalne vere, ampak vidiš, da čutijo zelo močno potrebo, da se vrnejo k grobovom svojih preminulih in da so tam, kaj delajo tam, kaj počneš tam v resnici. Razmišljaš o njih. To lahko doma. Ja, zakaj greš na grob?
Ker smo zelo konkretna bitja, ki rabimo neki konkretni prostor. Se to ne, grob predmet, rabiš. ja. Ne? Ni dovolj samo Ni to abstraktno razmišljanje, Ja, ampak rabiš nek kraj, nekaj Ja. fizičnega, ja, v katerem je not preminuli človek na Ja. nek način. Ne? ja. In so na njem Mislim, neki tudi če ni, samo da neki konkretni predmet, ki simbolizira recimo, če gledamo ne, ti povojni boji, ko so bili, ali pa recimo tudi v holokaustu, ne, ko ljudje niso nikoli dobili priložnosti, pa tudi če gledaš recimo, ne vem, kot nek vojak neki umre, kako je pomembno, da truplo pridobijo. Recimo tudi Grki, ko so se borili za Perzijci ali pa za Šparto, so si izmenjevali svoje preminule, da so lahko vsak za sebe poskrbeli. Ni to neka v bistvu fantastična, strogem pomenu besede, želja oziroma spoštovanje smrti, ne? Ki je seveda vedno v nekem kontekstu nekih religij, ampak danes pa ni več tak, ne? Pa še kljub temu, medtem ko ta moment pa še ostane. Ne? Ja. Lahko si zelo brezveren, ampak boš šel na grob in boš tam stal pri grobu in se pogovarjal. Pa ne boš niti spominjal mogoče, ne? Mogoče bi zelo lahko rekla čist neka taka etnografsko, antropološka razlaga, ja, greš tja, da se spominjaš in potem ti to daje. Ni nujno. Ne? Jaz mislim, da nekaj več je na tem, ko si tam. Da se hočeš priti v bližino tega metafizičnega. Nečesa, kar je onkraj te igre, Ja. ki jo igraš. Tudi če si ateist. Tudi Vsi če si ljudje. ateist. Ja. To je moja teza. Ja. In kak. Ampak. Zdaj, jaz imam izkušnjo, da tudi kot ateiste, no, ko sprašujem ljudi, ki niso verni, tako skoraj vsi mi potem nekako napeljujejo na to, da pa ne, mislim, nekako na nek način nekaj je. Tako ne človek mora iti v praznino. Ja, pa je za mikrofon. Ja, tako redko srečam človeka, ki ni filozof, ki bi mi pa zatrdil, da ja, smrt je neko totalno uničenje in človek gre v praznino. Vedno, ko vrtam, vseeno na koncu je nekaj, da ja, se pa nekaj mora iti, ali pa nekaj je na nek način. Tako redko in potem to potrjuje tvojo tezo, da pač prihajamo tja izvajati neko metafizično razmišljanje o smrti, ker mislim, da konec konca večina ljudi vseeno... Ne samo razmišljanje, doživetje. Ja, doživetje, mogoče celo, ja. Mislim, da kaj dosti ne razmišljaš v resnici v tih situacijah. Samo občutiš tisto neko. Ja. Ne? Ja. Ja, mislim, bi se verjetno strinjal za tem, ne vem. Ja. Zato je pač, mislim, jaz ne razmišljam, da bi tako rekel, sam kaj dosti o smrti. Niti me to filozofsko ne zanima. Tako zelo. Kljub temu, da pač je ta formulacija Platonova, da je filozofija vaja v smrti pa vse to. Ne? Ampak, mislim, jaz pa razmišljam. Ko si predlagal temu, je meni bilo to tako, pa ne vem, kaj imam jaz zarezati, da ti povedati. Ko pogledaš bližje, mogoče sem tudi jaz, čeprav pripisujem neko veliko težo smrti, v resnici slep. Je v moji slepi pegi nekje. Pač meni se zdi relevantno, zato ker tudi recimo taki miselni eksperimenti, kot je pač ta sicer že malo klišejska, da pogleda na svoje življenje za smrtne postelje in se vpraša, če je bilo pomenljivo vse. To dejansko neko specifično gledišče spostavi, ki pa se mi zdi, da je pomembno. Ki se mi zdi, da ne vem, toliko imamo ljudje nekih, pa že tako, ko smo ujeti, na nek način smo res ujeti v svoj vsak dan, v smislu, da imamo kup nekih malih, bednih, brezveznih skrbi, ki, če pogledamo malo v širši sliki, niso kaj dosti vredne in nas mogoče tudi na nek način to misel na smrt nam neko svobodo nudi, da se izpnemo iz tega svojega, recimo, bednega stanja, ko smo v tukaj in zdaj in neposredno nas te gobe dajo tega, kar, ne vem, si zamuda avtobus ali pa ne vem, kaj še vse, pač si lačen, zato ker si kosilo zamuda, pač to so res take stvari, ki bi mogoče bi bili ujeti v svoj tukaj in zdaj, recimo, tako kot, recimo, zdaj hipotetično, recimo, vse nekatere živali nima recimo tega možnosti, da se izpnejo v neki abstraktni svet, so torej obsojene na to, da če se jim nekaj zgodi,
morajo tudi tako občutiti, ne vem, nekaj jih zadane, morajo trpeti, se morajo biti žalostne, kakorkoli. Človeku pa dana svoboda, da se izpne iz tega in lahko tudi neko dogajanje, ki bi drugega človeka recimo zabedirala, občuti na tak način, da ga ne bo. In mislim, da je miselna smrt ena taka stvar, ki nas osvobodi te neposrednosti življenja, da se izpnemo in pogledamo svoje življenje v celoti in vidimo, da mogoče marsikaj tega, kar čustveno zdaj občutimo, v resnici ni vredno tega, da občutimo. V bistvu te postavite v vidik večnosti. Ja, tako, Spinoza, ampak to je bila nasploh tudi v vseh teh antičnih filozofskih šolah. Je bila vaja, ki so izvajali filozofi, da so skušali preseči svoj partikularen, ta poseben, individualen pogled in spogledati z neke širše slike. Mislim, da smo kar lepo prišli do te točke, da vidimo, da zdaj iz teh nekih klišejev o smrti, iz tega, da se pred smrtjo zakrivamo, na koncu vseeno je to neko vprašanje, ki je vse prisotno. In vprašanje, ki kliče po nekih odgovorih, ali v individualnem, medosebnem, ali pa nekem tem kozmičnem smislu neke večnosti. Odgovor odgovornosti. Torej, kliče nas na odgovornost. Okay. Tega nismo slišali. Fenomenološka besedna igra. Okay, potem lahko na tej točki to debato po mojem lahko zaključimo. Včasih sklenemo. Kaj smo obdelali? Najprej smo obdelali ta individualni vidik, potem medosebni vidik, potem pa še ta širši antropološki vidik, ki se v bistvu medsebojno prepletajo in napajajo. Na splošno smo torej zastavljali vprašanje o tem, zakaj misliti na smrt. Recimo, torej, moj odgovor bi bil zato, ker nam pomaga misliti življenje kot celoto in nam najti tiste prave vrednote, ki so vredne več kot zgolj tem trenutku. In jaz bi malo bolj morbidno rekel, da nas smrtno resno jemanje smrti spodbuja k temu, da smrtno resno oziroma resno vzamemo življenje. In še enkrat, kaj pomeni smrtno resno živeti življenje? To je za na konec vprašanje. To pa si oglejte preostale podcaste. Pa kako bi strno. Jaz mislim, da to brezvezno besedno igro prej bom spet ponovil. Kaj pomeni smrtno resno jemati življenje? Da vprašanja, ki se življenju zastavljajo, da podajaš odgovore. In da si odgovoren do svojega življenja, do življenja drugih in do v resnici človeka oziroma nekega sveta kot takega. Torej, da si razmišljajoč, reflektiran, odgovoren človek. Razmišljajočnost je po moje del tega. Zraven pa še presoden ravnanje. Presoden. Presoden. Ok. Tako da lahko umremo. Smo naredili svoje življenjsko delo. Namen današnjega dneva je izpolnjen. Tako da hvala za ogled. Naročite se, sledite, stisnite. Zvonec neki je. Facebook, Instagram. Tega zvonca nikoli nisem nikjer stisnil. Zdaj pa prvič. A niti pri nama nisi? Ne. Boš zdaj. Nočem poslušati tega podcasta. Potem Primožov Instagram, moj Instagram. Ne, to ni tega. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa.